je tudi en vidik, zakaj mi je ta gradnja z lesom bližje. Ne? Ker tukaj je pa le kader mečken drugačen ustal in jaz mislim, da dejansko te pa imajo vsi toliko, kot imamo mi, recimo. Jaz mislim, da je vsak, ki montira zdajle hišo, recimo, ne vem, plačan toliko, kakor pri nas v biroju. Ali pa prej kaj več, kakor manj. In se mi zdi to prav, pa ne a priori prav, da mora biti on več, ali pa mi manj, ali pa nekaj, ampak se mi zdi, da ja, nekako se uravna sistem sam iz tega vidika. V bistvu nisem mislil Dončića, vam potegnem v tem smislu, da je to ideal, ali pa karkoli, ali pa da ga jaz spremem, pa karkoli tazga, ampak tako, ali je, ne, dal sem sam kot primer, ker nekdo, ki pa bi rekel, na nek način koristen ga naredi še manj, kot ti pa jaz, pa ne vem, vodovodar, pa kdorkoli, ne, ker samo žogo meče, ampak po drugi strani očitno pa le more svetu, očitno da neko korist svetu, da Jaz tega ne vidim tako. Ne? Ja, ampak odkje pol ta denar? Zakaj bi nekdo, zakaj bi mu nekdo denar dal? To je tržna logika, zaradi tega, ker on pač proda toliko in toliko dresov, pa proda toliko in toliko. Ampak zakaj jih ljudje kupijo? Zaradi tega, ker v bistvu... Ker jih inspirira, ker jih zabava, ker jih... Ne, samo oni pač zelo veliko tudi narabijo tistih proizvodov, ne? To je pa ne, pač narabijo, ampak... hiperprodukcija in potrošnja. Seveda, ampak zakaj jih, še bolj vprašanje, zakaj jih pol kupijo? Ja, to je zaradi tega, ker je pač cel sistem tako naravnan. Jaz mislim, da je pač sistem v bistvu... Sistem je naravnan tako, da v bistvu rabi zmer presežke, ne. In v bistvu te presežke naredi tako, da v bistvu ljudje kupujejo tudi stvari, ki jih ne rabijo. Pač na to je ta današnji sistem pač to narejen. Da večinoma pač se kupuje stvari, ki jih ljudje ne rabijo. In s tem v bistvu rešuje pač sam sistem pač problem hiperprodukcije, ne. Ta hiperprodukcija je pa v resnici problem globalne težave, ne. Mi se zdaj pogovarjamo o plastičnih pokrovčkih, ki so pa tarjeni gor na te, v resnici pa Evropska unija in pač Slovenija v bistvu stimulira samo tiste stvari, ki pač biznis pač suportirajo. In tukaj v bistvu na nek način meni se zdi to res greenwashing, pač, ker je dejansko samo pač tiste stvari, ki pač dejansko imajo finančno ozadje, to pomeni, da so pač znotraj. Sej jaz verjamem, da tudi ostalo bi bilo, mislim, je težko narediti. Ampak to, da si pa mi pesek v oči mečemo, da bomo na ta način v bistvu rešili planet, pa vse skupaj, hkrati pa v bistvu nismo spremenili ama čist nič, ne. Ja, sam zato, ker so pokrovček zraven držav. Ja, tako da tukaj jaz mislim, da je to sam pač jaz mislim, da Amerika rapa, ne, ona je od nekdaj rabila, ne. Vse to je, poznate te principe, ki so imeli pač te oblikovalci javnega mnenja. Čakaj, ti mene vikaš, prej sem parkrat to zasledil, pa nisem vedel, a govoriš o biroju, pa ekipi ali o meni. Jaz sem generacijsko malo narazen, tako da v bistvu je bil ta Barney, ki je bil v Ameriki pač oblikovalci javnega mnenja in takrat so tudi rabili. To so v bistvu dejansko ljudi v enem letu iz tega, da Amerika ne bo šla v drugo svetovno vojno, so jih v enem letu prek pač javnih osebnosti v bistvu prepričali v to, da v bistvu Amerika mora vstopiti v vojno. In pač oni so hoteli to na trdo narediti, to pomeni z avtomatsko mobilizacijo. On je pa rekel, ne, počakajte, ne. In so to v bistvu dejansko v enem letu, so v bistvu vsi te v bistvu zvezdniki v bistvu to skomunicirali in se v bistvu na nek način je to zdaj tudi s Trumpom malo, recimo, je imel Muska, pa je v bistvu nekako mu tudi delno pomagal, pa pol je bil še ogromen zgodb, ne, to, ko imamo mi ameriški zajtrk, to, da je bil v bistvu ameriški zajtrk, ta Ham and Eggs, da je to že od nekdaj, pač tu je mogel on, sam ta isti Barney, je mogel v bistvu slanino, v bistvu biznis laufati in je v bistvu on to naredil in so vsi te vplivni ljudje, v bistvu te slanino in jajca in to je zdaj kar ameriški zajtrk. To je pač vse umetno v Ameriki, pač umetnost spodbojen zaradi tega, da se slanina prodajala.
Pa recimo cigareti, ista. Ja, vem, zadeva s sufražetkami v bistvu. V nas si je tam eno, kjer je že najel on, da je... Ja, to je bila, te sufražetke so bile, da je v bistvu kao malo te žensko enakost in je v bistvu lepo v bistvu gotovo, da če sam moški kadijo, je to toliko cigaret, če bi pa še ženske kadile, je pa krat dva. Ja. In je on to v bistvu gotovo, da je takrat fajn še to malo poloviti, to feministični moment in je v bistvu to zapakiral in to v Ameriki pač, mislim, zdaj je tudi že pri nas, ampak to je to, ne. In tukaj je zmer več, jaz tega ne znam v bistvu, kako bi bilo to manj. Pač, če se pogovarjamo o tem, koliko je smeti, pa koliko je tega, pač, lahko bi bili dosti enostavni ukrepi, ne, jaz ne vem. No, glede tega se absolutno strinjava. Dejansko se kupuje stvari, ki jih ne rabimo in dobesedno proizvaja se smeti, ne. Ja, prav proizvaja, ne, greš v trgovino in kupaš nekaj in ti natresejo še nekaj, včasih so bila kinder jajčka, tiste smeti noter, namesto da ti dali polno čokolado, zdaj pa, ne vem, pa take nalepke, pa une, pa te kartice, pa plastika, pa to je samo tako najbolj ekscesen primer smeti zame, ne, ampak jih je še cel kup, ne. Tako da to, zakaj pa to funkcionira, pa smo res take ovce? Mislim, definitivno, da smo. Absolutno. Pa še bolj smo, mislim, jaz mislim, da smo še precej bolj, no, meni je to prav, mislim, ja, tako, definitivno, ampak mogoče bi se sam še vrnil to, ne, da pač jaz sem tudi tako veliko po svetu hodil pa to. Ja. In pač mene zmer se tako zgrožiš, pa je bilo to recimo v Mongoliji, ko si videl v bistvu tisti šotor noter s parimi stvarmi, ki so jih to v bistvu imeli. Zato sem jaz kar živčen v kuhinji, kaj zdaj, ne vem, pa imamo za stiskati česen poseben, nekega ne znamo narezati, pa na koncu v bistvu je tisti predal, pač ne glede na to, koliko je velik, je zmer premala, ne. In tam, ko gledaš, v bistvu je ena kredenca, ne vem, par stvari, 3 piskri in to je vse, oni to predstavijo brez težav. Pa je bila druga primer, ko so bila v Papui, so šla na trekking, midva tam utovorjena, sem imel vse s sabo, ne, ruzak 15-20 kila, ne. On je imel tako, eno flaško z vodo je imel v bistvu s sabo, pač itak bos in je šel v bistvu z nama. In tam v bistvu vidiš, da se tudi vse drugače funkcionira. Tam v bistvu, če kdo kaj rab, si v bistvu med sabo gre do hiše, vpraša, a lahko jaz to dobim kakorkoli. Najna hrana, tiste, ki smo jo kakor nabavili, je 3 dni zamujala. Tacajt so naj vmes ljudje gostili, pa je pol hrana od zadaj prihajala za nama, tako 3 dni, a ne. Pač čisto, vse je bilo skomunicirano na poti, nič, nobenih težav ni imel, midva pa, ne vem, v tisti vročini, za 15. In to so me gledali res tako, meni je bilo res toliko, ne bilo srama, ne, pa ni bilo nič neobičajnega, ker se znam spakirati, pa vem, kaj je, ampak gledaš, kaj vse nosiš tam s sabo, a ne, je tako res nekaj neverjetnega. Pa bil pa še tretji primer, ki bil pa pač v Afriki, a ne, ker smo imeli pa tako bila pa pač tudi smešna situacija, da je bil pač, mi smo pač tam na divje kampirali in sta prišla 2, en s kalašnikom, drug pa z mačeto, ne, in mi tako, ko bo zdaj to, pač itak tako, res je bilo kva zdaj narediti, ne, in on pa reče tako, da če imamo kakšno majico pa to, ne, mislim zadati tako v bistvu. In pa tako brat takrat reče, da ima sam 5 majic. In pa v tistem, kaj je, ne, tako zamisliš, a ne, on ima verjetno eno, ne, pač za cel življenje, mi imamo pa tistih 5 majic sabo, ker v resnici je 5 majic malo za potovanje, ne, koncev. Prešvicaš pa to, pa ne boš tako upred. 5 majic malo, ampak ne, on, ko ima pa eno, mu pa ti pa rečeš, da imaš sam 5 majica, ne. In tukaj je polno takih, ne, polno takih zadev, ne, da res vidiš, da v bistvu, mislim, pa res vidiš, kakšen je naš vpliv na vse skupaj napram nekomu, ki živi v bistvu tam napram nekomu, ki živi ne vem, v nekih odročnih krajih, ne. Mislim pa tako, na čisto drugačen način, čisto bolj skromen način, ne, da ne govorimo pa, če še dodamo naše hobije.
športne in vse skupaj, kaj to s sabo potegne. Pa da smo se pripravljeni pelati na sneg, in kam, ne. Ja, da ljubimo tiste krpice in... Ne govorim o tem, kaj moram se zdaj do Avstrije zapeljati, če sploh hočem nekaj sneg stopiti. Tako da to je kar, mislim, to je kar grozno. Tako da mene, ne vem, je vsakič pol, se mi zdi, da bi bilo prav, da bi tudi hiše nekako tako gledali. Ne. Kaj bo v bistvu, ko naši otroci to v bistvu, mislim, to bi mogel biti že standard, če bi resno mislili. Ne. Mi se zdaj pogovarjamo o sončnih elektrarnah, pa pač, ne vem, pasivni gradnji, pa ne vem čem, kažem še vsem zadevam, ne, v resnici pa ne. No, ja, mislim, dobro, to pasivno, pa to itak je po moje sproduciran iz strani, ne vem, Merklinih lobistov, da so ta PHPP predpisali, Ja, se isto pa sončne elektrarne v meglenih Ljubljani, da se splačajo, recimo, ali pa v meglenih Domžalah, ne, mislim. Ja. Mislim, tukaj je res to toliko enih ne logika, ne, da v bistvu... Na kaj se ti greš? Na toplotno črpanje? Na toplotno, ja. Ja. No, vse za tako hišo. Tako da jih bo treba pač začeti rešvati, ne, predvsem pa sam, ja, mislim, tukaj, ja, zato jaz ne vidim brez neke sistemskega naslavljanja, ne. Sam se mi zdi, da smo z vsakim letom še malo bolj stran od resnega sistemskega naslavljanja, česarkoli. No, jaz mislim, da nas sistem itak žre in da v bistvu v dosti segmentih celo dela proti nam, ampak v to reč ne bi zašel, pol bom pa še jaz na moj trigger stopil, pa lahko še jaz monolog spustim, ki bo čist predolg. Mogoče reči nazaj na to samo gradno, ne? Ampak se je v bistvu navezan na to, kar smo se zdaj pogovarjali. Se pravi, moja izkušnja je, da recimo naročniki, ki pa bi želeli delati na nekim manjšem budžetu, se mi zdi recimo pa naša cena visoka, arhitekturnih storitev, ali pa vsega kompleta, ko mi tako damo ves komplet od sebe. In po svoje razumem, ker naenkrat, glede na tisti njihov budžet, ki so si ga zamislili, je naša cena v procentu bistveno večji odstotek, kot bi morali po neki normali biti. Zdaj, pri samogradnji bo ta odskok, tako kot jaz vidim, bi pa znal biti ta odskok še večji. No, še to sem hotel reči. No, pa po drugi strani, pa če ti hočeš poceni delati, je spet moja izkušnja, da imamo s tem mi, pa nikoli ne razmetavamo z denarjem, da se razumemo, ampak da imaš od neke točke naprej, če hočeš še nižji iti, več dela. Tako, kot si ti prej rekel, pa ta organizacija, pa spremembe, pa več usklajevanj, pa ponud, pa to. In zdaj pri samogradnji se mi zdi pa, da bo ta diskrepanca še večja, če bi želel arhitekt zaračunati svojo ceno, glede na ceno gradnje bo ta odstotek še bolj odskočil. Zdaj, ne vem, kakšno je tvoje mnenje, ali pa kako ti vidiš to, ali pa če si imel zdaj že po tej tvoji izkušnji prišel že kdo do tebe, ki bi tudi šel v samogradnji, recimo. A delaš kakšen tak projekt, imaš kakšen tak projekt na mizi? Mislim, zdaj nekaj samo dogovarjam, nisem pa še tako, da bi prav rekel, da bi čist. Mislim, tudi enako se pač čist strinjam s tem, in tudi tukaj v resnici zmer neka moja, neka moja težava. No. Pač meni je že od nekdaj se mi je zdelo, da so v bistvu naše ponudbe v bistvu čist tako, mislim, če sam cifro rečeš, pa da ne gledaš to, kaj je, da se poskušaš postaviti v neko vlogo nekega naročnika, se meni zdijo pač ful previsoke cene, pač tudi naših storitev, ampak v bistvu tukaj se mogoče sliši tako malo, ampak jaz mislim, glede na to, kako je ta naš birokratski aparat zastavljen, glede na to, koliko ura, saj jaz mislim, da vsak, ki gre čez ta proces, pol vidi, da je res tem toliko veliko dela, kar mi pravimo, da je. Ampak na koncu procesa ni nikoli problem prepričati naročnika. Na koncu procesa je vsem jasen, ampak
težko je pa v bistvu na začetku nekomu razložiti, da to res to toliko stane. Pač in v bistvu tukaj je težava. Zato je pač tudi večina, kako bi rekel, arhitektov ponovadi dela tam. To mi je en izvajalec enkrat rekel, da on ne dela za tistega, ki nima denarja, ampak za tistega, ki ima denar. Meni je to škoda, in se mi zdi, v bistvu jaz se zelo trudim, da bi pač bil blizu. Vseeno moraš pa pač na koncu meseca, moraš preživeti in tukaj mora biti neka jaz težko špilam neko humanitarno, zdaj seveda pač tudi človek kdaj uravnava, če je nekdo pripravljen nekaj sam narediti, si tudi ti pripravljen se kdaj malo približati, pa skočiš kaj pogledati, pa greš kaj, če to nekdo se pač potrudi, ampak vseeno je pa treba vedeti, da moraš od tega pač živeti. In meni se zdi, da hiše že na splošno se mi zdi, da to ni lih, kako bi rekel, da je že na splošno težko s tem živeti. Vsaj tako, ker meni se zdi, da saj kljub tem cenam, ki si rekel, da se ti zdijo visoke. Te cene, ki se meni zdijo visoke. Meni je bilo to včasih, tako res. In tudi jaz vsakmu povem, da pač bo na trgu najdem zihar saj za polovico cene, če bo iskal. To mi že vsem povem, ker se mi zdi pa fair, da to ljudje vejo. Da v bistvu, če iščejo nekaj, kar že oni vejo, se tukaj je pa težava tudi samogradnje. Da v bistvu zdaj tukaj je tudi neka moja dilema. Zdaj za vse ostale stvari rečeš, da lahko ostali naredijo, da lahko sami naredijo, zdaj za svoje boš pa rekel, da pa pač v bistvu, ampak v tem procesu načrtovanja v resnici oni ne morejo sami narediti. In drugo je pa vprašanje, koliko imajo res prostorske predstave, da to v bistvu lahko uspešno naredijo. Ker če je slaba zasnova, pol bojo v bistvu tudi imeli kup enih stroškov z tega, če bojo pač poceni projekt kupili, pol bojo v bistvu tudi nekako rešvali to sami na gradbišču. In zdaj meni se zdi, da je tudi malo vprašanje tega, kaj si oni želijo. Zdaj, če si želijo klasično hišo, pa da bojo imeli povsod te žaluzije gor, ker če Slovenijo peleš, v bistvu so hiše, ki imajo v bistvu z žaluzijami vse rešijo, pa dajo žaluzije dol, pa so rešili vse probleme na parceli, kljub in pregrevanje in vse skupaj. Tako da mislim, da žaluzije so rešitev za vse. Sploh za tiste, ki bojo sami projektirali ali pa ki jim bo kdo v bistvu tako nizkocenovno nekaj projektiral, ki se s tem ne bo ukvarjal. Ker meni se vse zdi zmer, da je pač, kakorkoli, da ne bom zdaj. Skratka, in pol vidiš, da je pač večina hiš takih, da je pač, tudi sem isto prej hotel si malo grem iz poti, ampak na Primorskem sem gledal za en konc v Šampasu, mislim da, pa sem šel gledati po Google Mapsu, pa Primorska, ker bi človek rekel, da tam pa res vejo, kaj pomeni vroč sonce, mislim, to je vse na žaluzijah laufa. In tako pač, prav neverjetno se mi je zdelo, da je cel območje v bistvu, ki noben ni premislil, da bi bil vsaj sistematično kopirana neka rešitev na vse ostale, ampak je to tako, kogarkoli, pač zdaj smo malo šli s poti. Sploh ne, točno to si povedal, ker jaz tudi mislim, pa me zanimali. Tukaj nekako pač slab projekt, pomeni tudi pregrevanje, pomeni, da v bistvu v tem hiši ne moreš živeti. Zdaj, če je nekdo tok, da te vse stvari zna ugotoviti, pa lahko tudi nekoga dobi, ki mu bo to cenejš naredil, kaj jaz, pa bo v bistvu z njim v bistvu uspel, da mu bo on zarisal, pa bo on pač te postopke speljal, pa bo pač, če ve, kako se hiša senč, pa te stvari. Zdaj, če pa tega... Senčenje je mogoče sam najbolj tak primer, ki ga lahko mi zavržeš še. Ker jaz v resnici sem že večkrat pač kakšne ponudbe daš, pa pol slišiš, za kakšno ceno so oni dobili. Jaz rečem bravo, ker meni v bistvu ostali projektanti več zaračunajo, kolikor je on dobil celo cifro, pa meni se zdi, da mi nimamo neke tako zelo, mislim, napravim sploh kakšnim resnim birojem, resnim pač zihar ne, kako bi rekel, visoke. Vse je pa pač za nekega povprečnega človeka sploh je to težko zastopati. Drugo je pa v bistvu še varčevanje pri nadzornemu, to je pa sploh nekaj boljšega. Ampak to tudi ljudje ne zastopijo, da pač mora biti nekdo 3-krat na teden tam v času intenzivne gradnje, 3-krat na teden. Zdaj pa če bi si sam
te ljudje, ki pridejo v bistvu svoje ure izračunali, koliko, pa dali v bistvu z nadzornim, v bistvu se zmenili, da bo 3-krat na teden, pa bi hitro lahko potegnili, to pomeni, da se vam pripelje, pa je tam 1-2, pa se odpelje domov, zdaj, da se pa zmeniš za nadzor za 2 jurja, za celo hišo, pa boš dobil v bistvu retroaktivno, bojo hodili, pač ko je oni zabetonirali, bo prišel napake gledati, pa boš pa odpravljal. Da ne govorimo, da ti lahko gradbinc čist karkoli zapakira v tisti paket, pa ga boš ti plačal, ker pač večinoma se dela, ne vem zdaj, kako imate vi, mi zelo veliko delamo pač po dejanskih količinah. Pač. Ja, ta gradbeni del je tako, medtem ko pol les. Tako da v bistvu tukaj kdorkoli ni vešča, da bo to preveril tam, zdaj lahko se zažene pa z gradbeno knjigo, da bo pregledoval ona, ampak mi smo že imeli primere, ki pa sam retroaktivno se pač, dejansko sam iz napake v napako in po drugi strani pa tudi, če se to tako dela, je pa vprašanje, a je res smiselno pač imeti dober načrt. Ker pa če gre to tako, v bistvu, da se to vse tako dela, malo na približano, je zelo vprašanje, pa bi bilo v bistvu rabo imeti sam neko dobro zasnovo, pa bi v bistvu pač prišel čez. Ampak če se ne sledi temu projektu, pa ti bo vsak razstavil, ker je treba vedeti, da vsak rešuje sebe. Vsak na hiši od ostalih izvajalcev rešuje sebe. Pač zelo malo je takih, ki bo gledal celoto. Tukaj se mi zdi, da je tudi samograditelj pa tisti, ki bo tudi znal to malo pogledati, da bo imel on recimo manj, ali pa da se nekaj dejansko dela po projektu in tega, to je tudi, se mi zdi, da je kar problematično zelo velikrat. Včasih se skoči v neko hitro spremembo, ki pa nekdo niti ni celote videl neki in iz tega naslova v bistvu večina ljudi svoj problem rešuje. To je dosti logičen, pa išče bližance. Pa tudi čez dalje več imamo primerov tega, da ljudje niso, da sploh ne gledajo projektov, niti strojniki, niti električari, da je v bistvu zelo malo tega, da bi, naštudirali tisto, kar imajo za narediti, preden se lotijo. Pač ponovadi tako, zdaj smo se pa dobili, zdaj pa povejte, kako bi to mi naredili. Kakor da ni projektov. To se meni velikrat zgodi, pa reči, pa sej. Ja, mi smo že to tako naredili, da smo rekli, zdaj pa kar domov, pa pač preštudirite, pa se bomo pa zmenili, mi pač odpravljamo tisto, kar ni jasen ali pa kar ni. Ne morate pa pač zdaj tako, da bomo tukaj sanjali, skupaj pa še enkrat projektirali, kar smo mi že naredili. Meni se je najbolj koristno, tako imam kar srečo, ko imajo te moji izvajalci kar dobre te ko-izvajalci ali ne vem kaj. In najboljši je ta, kakor se že izraz pove, uvedba v delo. Ideal bi bil, da oni pregledajo doma sami, pa ti že neka vprašanja pripravijo. To so mene še v prejšnji karieri Američani naučili, ker smo imeli en projekt, pa so dali, pa sem jaz dal ponudbo, sprejel, pa so pa rekli, zdaj nam priprav, pa mislim, da je celo rekel 50 vprašanj, kako že tako neko noro. Pa se sem prebral, to se mi je vse jasno. Ne. 50 vprašanj. Dejansko, jaz, ker sem začel to bolj natančen, sem rekel, da sem malo napisal, sem tudi prišel še na več kot 50 vprašanj. In so me v bistvu prisilili na ta način. Zato moraš pač se pripraviti, pa preštudirati. Ampak meni se že zelo veliko zdi, da se dobimo na gradbišču, pa skupaj pogledamo to, preden se začne. Da je tisto, zdaj smo pa mi prišli, popili kafe, pomalcali, zdaj pa telefon. To pa vsak mu povem, jaz ne morem takrat telefon dvigati, ne moreš me s kljuke sneti. Pa ne vem, veš, mi imamo gradbišča raztrešena, Radenci, Nov Mest, Piran, in kako boš, kaj teko? Sej, da ne bom jaz tako, pač dejansko obstajajo res dobri izvajalci, ko sam prideš pa pokimaš, to je pač meni res tako, to res obstaja, samo zdaj vprašanje pa je, komu so dosegljivi. Pač tukaj je pa v bistvu to, ker pač praviloma so, jaz imam pač tako izkušnjo, da te, ki so res dobri, so pač ponovadi res dragi, ker pač vsega kadra noro manjka zdaj. Mislim, trenutno je v bistvu že ta bonton poslovni je meni grozen, kako rečem, napačen, ta zamujanja, pa da niti ne pokličejo, da je v bistvu
tako, v bistvu, bonton se meni zdi zelo nizek pri večini, ampak pač imaš pa pol, ampak to se meni zdi bolj v tem vrhu. Sam komu so dosegljivi. Mislim, da so tukaj spet pri tem, ker smo prej v potrošništvu. Jaz sem strog zagovornik kvalitete nad kvantiteto. Ne? Da res, jaz tisto, kar kupim, je ponovadi tako res drago. Ampak kupim zelo malo. Ja, ne vem. Jaz sem dal obsceno veliko za smučarske hlače. Ampak jih imam zdaj že desetletje in jih bomo še 10 let, pa so res, pa tudi noben šivnik je vse trojen šiv, pa neki. Ne? Takrat, ko sem to kupil, so me pa vsi za norega proglasili. Ne? In hočem reči, tudi tak, kar praviš, te izvajalci so ti dragi. Če ti dobiš enega res dobrega strojnika, koliko bo pa dražji od najslabšega? Ne? Koliko bo dražji? A bo še enkrat dražji? Recimo, da še enkrat, pa težko, da bo še enkrat dražji. Koliko ti to on lahko prišpara? Mi smo imeli dobesedno doma požar zaradi enega slabega strojnika. Sem takrat, jaz nisem bil še toliko v tem fohu, nisem vedel, tam eni so ga priporočali, Šalabajzer je bil in je nekaj naredil, ki je imel celo kaskado dogodkov, da je na koncu pripeljal do požara. Ali pa recimo, da ti zamaka kaj ali pa to. Tako da meni se zdi, da najcenejše vedno je drago kupiti, čeprav takrat mogoče ne zgleda. Ne. Oziroma tako, da če ti kupiš poceni, je skoraj siguren za nič. Če kupiš drago, je pa lahko za nič, lahko je pa dober. Ja. Ne, sej sam problem je tukaj lih, ne, sploh recimo, ne vem, v neki tej samovriteljski, ker pač res operiraš z res nizkimi budžeti, je to zmer tako zelo, je problematično, no, tako v bistvu vsakokratna odločitev, ne, ker pač vse poskušaš nek optimum pač dobiti ven, ne. Samo v bistvu na koncu je pač v resnici bolj ali manj tako, to, kar boš plačal, to boš dobil. Pač dejansko se mi zdi, da je zelo veliko. Zato, ker v trgovini... In če zdaj je to tako, ne, v privat sektorju v bistvu to še nekako, meni je bolj škoda, da je to tudi v bistvu na nekih teh državnih projektih, pač na nek način to tako. Tam je pa itak kriterij najnižje cene. Da je ta v bistvu kriterij najnižje cene, ker tega tudi ne zastopam, zakaj tega ne zrihtajo, ampak jaz mislim, da je to najlažji princip, da se dogovorijo pač za te posle, ker jaz mislim, da če bi bili tako kot, ne vem, sem jaz tudi, tako kot je včasih bilo recimo, je bilo to v bistvu absolutno so rezali najnižjo pa najvišjo ceno in zbirali znotraj tiste sredine, še kakšno referenco pogledali in to je bilo to. To je po mojem edini ta pravi način. In to jaz mislim, da je tudi za te špekulacije, ne, tako kot so zdaj, ne, ker zdaj nekdo se lahko zmeni, ne vem, da bo pol še na 10 aneksov lahko naredil in tudi tako se menijo, ti da je najnižja ponudba, pa se pa že zmanjila še za une anekse. In tako je v bistvu tudi ta dogovarjanje precej bolj lahko jasen pa precej bolj enostavno, kot bi bilo, če bi najnižjo rezal. V bistvu. Najnižjo pa najvišjo rezal, pa bi že zelo... In to procentualno najnižjo pa najvišjo, ker bi lahko še dve odpadle, recimo stran ali pa kitajska. Pa bi bilo pa res komplicirano. In to se ti zdi res grozno, da to... Mislim, to je toliko enostaven ukrep, ne? Mislim, toliko enostaven ukrep. In jaz mislim, da so za vse... Mislim, pa nisem zdaj tako, da bomo za kompleksne probleme dajali enostavne rešitve, ampak določene stvari so pa dejansko v bistvu enostavne. Sej, točno to. Ker tudi ta birokracija pa to v bistvu, jaz verjamem, da se na terenu absolutno nič ne pozna. Ker recimo, če se danes čez naselja pelaš, ne vem, da bi rekel, da je zdaj to, kar zdaj gradimo boljš, kot kar je bilo v 80-ih, ki je bilo tako malo bolj stihijsko, jaz ne rečem, da je danes, da se to kje na terenu pozna v resnici. Mislim, pozna se, samo po moje mrske negativno, ne? Zato, ker ti skozi teh milijon, mislim se to, ker se jaz in ti verjetno na dnevni bazi spopadava obrazložiti skladnosti s prostorskim aktom, ne? To, ker se moraš ti skozi tistih milijon zahtev prebiti. Jaz lahko takoj dokažem, da bo neka povprečna monopoli hiška, ki absolutno ni ne dizajnirana ne za lokacijo, ne za človeka, nič, z lahkoto prišla tam skozi, v hipu, ko pa probaš nekaj malo drugače narediti, ali pa nek presežek narediti, imaš pa vedno komplikacije. Ja, to sem že imel pa eno. Ja, sej. In bolj, kaj se boš to trudil, več boš imel. Mi imamo to skozi, to borbamo.
In to niti ni, se pol sem jezimo tisto prvo žogo na uradnika, ampak v resnici niti niso uradniki, sistem je. Sistem je pa res zabludel tukaj. Ja, ta mislim, da je to hiša, kako že, enostanovanjska hiša podeželskega naselja, ali kako že, je nek format določen pa. Mislim, takih primerov ti je v bistvu tako, ko bi rekel, da je prav že vse nastavljeno za slabo hišo. No? Ja. V bistvu, da je ensko tako narejen, da v bistvu s tistega ne moreš nič konkretno pametnega narediti. In je res tako, z tega vidika je res. Po drugi strani sem pa gledal v Domžale, da je ena tako streha, ki je taka, pa se pa čisto na koncu zlom še enkrat v špičko. Sploh ne vem, kako je pa to šlo česa, ne. Tako, pa so pa kakšni fenomeni, Svetiče dvokapnice. Fenomeni, ki prav, ne vem, prav neverjeten, da to pride, pa gre kar čez. Tako da, ne vem, Anyway, Jaz sem za tistega, ko v debirokratizaciji, mislim, če se to da, jaz sicer v to v resnici malo ne verjamem, ampak če se da debirokratizirati, da bi že prišli na raven izpred 20 let, kaj šele izpred. Ker bi se dali to zelo... Moramo biti poštena. Zdaj se je vsaj to zgodilo, da mi oddajamo za gradbenega majhno mapco. Ker jaz sem še iz teh časov, ko smo oddali v PZI praktično za gradbenega in pol so ti rekli, zdaj pa to ne gre skozi in si mi ti že... Sam problem je se samo predstavil v PZI. Kaj da? To, kar je včasih recimo Elektro dajal pozitivno mnenje, je to v bistvu mnenje veljalo. Danes v resnici oni dajo ponovati kar neki, na DGD ti dajo, pač vsakič dajo pozitivno mnenje na DGD, pa imaš pa lahko v PZI-ju, je pa še cela drama. Meni se zdi, da so ful zakomplicirali s temi PZI. Pač to recimo jaz, ko sem gledal za lastno hišo, da ti v bistvu hišo preključiš na elektriko, koliko je to papirjev, koliko izmenjav, kako to gre, včasih so se to dobili na parceli, pa je prišel en nadzoren, pa je prišel izvajalec, pa so rekli, to bomo tako pa tako naredili. Pa rajonc pa je bilo. Pa je rajonce prišel, pa so to naredili. Mislim, danes je, kot da bi vesoljsko ladjo preključoval. Mislim, meni je to noro. No. To se mi zdi res grozen. Mi smo 6krat si papirje izmenjaš z elektrom, recimo, da prideš do česa. Je to malo na to vidim. Pa hkrati v bistvu v tistih fazah, ko bi oni v resnici mogli naštudirati projekt, ga ne. In to predstavlja na kasnejše faze, na PZI. Pa dobro, se ne vem, rabijo toliko prav PZI preštudirati oni. Oni rabijo, kako se všti priklopu. Zdaj je v bistvu, to se pravi soglasje na priključek. To se pravi, moraš ti Elektro še enkrat pisati za pogoje priključevanja v PZI fazi, čeprav si jim že prej pisal. Ja, pa to pa je sploh ne vem. Še enkrat je treba soglasje v PZI fazi in oni dajo znova pogoje, čeprav so jih dali že pol leta nazaj in potem moraš ti soglasje za priključek dati še enkrat njim PZI predložiti in pa v bistvu dajo oni dajo pač pozitivno soglasje na tisto. Pa šele lahko se pač to priključuješ. No, recimo s tem delom, niti nisem, to se bolj moje kolegice ukvarjajo, ampak s tem delom, da bi tukaj bil nek velik problem, jaz recimo niti nisem imel. Mene bolj ta del prvi boli, ko moramo skladno s prostorskim aktom, tam je pa zmer dotovče. Vsaj, če bom kdaj šel iz arhitekture, bo to zato, ker se bom naveličal s tem borbati. In jaz sem zelo za debirokratizacijo. Jaz sem tudi, je pa res, da se provam čim manj s tem, ker pač nikamor ne prideš. Jaz sem bil včasih zelo živčen skozi, zdaj pa provam čim manj se s tem, ker je pač, mislim, za moje pojme nefunkcionalna, pač, z tega vidika je zelo nefunkcionalna država, pač čisto v resnici. Ker se zato jaz tudi zastopam, da imajo na upravnih enotah pač take, tudi zaradi sprememb, nenehnih sprememb, pa ne. V bistvu, če že vsi vemo, v 2 letih pač narediš toliko in toliko primerov, pa si že malo suveren, pa manj, recimo, bom rekel, manj postopkovnih napak narediš, pa spet v bistvu. Jovo na novo, pa da ne govorim pravilnike, da jih to slediš, vse pravilnike, ki prihajajo ven. Pa jih slediš? Ne vem, mislim, jaz se ne moreš. Jaz mislim, da v resnici v praksi pač to ni možno. In tukaj dejansko je to kar dosti velika težava. Pač tako da to bi bilo za rešiti, definitivno. Pač,
Mislim, da bi bila tudi dokumentacija koncev lahko cenejša. Vse na koncu, če smo čisto iskreni, to vse naročnik plača. Se ne more drugače. Nimamo drugega. Mi vem, tam recimo, kjer ne rabimo pridobivati gradbenega dovoljenja. Jaz dam zajeten kos mojega predračuna stran. In čisto pošteno povem, da tole gre stran, ker sem sam srečen, da mi ni tega treba. Še več bi dal, Ne, res. Ja. Res. Če ima kdo sam legalizacijo, jaz rečem, da jaz včasih tako v šali rečem, da lahko še kakšnega Jurija dam, pa ne proba kakšnega drugega poiskati. Ker je res, da se neke legalizacije ali pa nečesa tazga, nekega sranja lotaš, to je res... Ne. To je res, mislim, ne vem. No. To se mi z eno borbamo, zato ker smo šli v to, ker sem jaz mislil, da bom pomagal tam enemu mojemu znancu, v bistvu našemu mizarju. Sem rekel, ok, ti mi je to pomagal, pa bomo to rešili. 5 let se že bokslamo s tem. Dobar, prvič ne me palil, ker se je neka soseda nekaj pritožila, ampak obup. Mislim, da zagazam več v to nikoli. Jaz rečem, da jim še plačam. Boljš, da gre. No, ampak, če se vrnem vse na vlogo arhitekta, se tako, kot si rekel, da se ti zdi cena v bistvu samo tebi visoka, ampak ti je pa jasno tudi, zakaj je taka pol. In meni se zdi, da pri tem, da bi pa nekdo za samo gradno šel, bi pa arhitekt lahko po eni strani ne samo dober projekt, ampak še precej več naredil. Ne? V bistvu pa tudi že more tekom projekta po moje več narediti, drugo pa pomagal. Pa sami izvedbi. Zelo veliko pomagal pri sami izvedbi, recimo z enim tvojim izkušnjam. Pač definitivno, pa si pa na telefonu, pa si skosa. Ne vem, jaz zaenkrat se trudim, ker se ti se itak, ljudje imajo že gradbeno-obrtniškem nadzoru imajo problema, pa projektantski ponovadi pol ljudi še slišal ni, da to obstaja. Je to itak že s tem ponovadi lahko težava. Je pa res, da definitivno je pač toliko večji obseg. Mislim pa, da je tudi prav, da se tudi mi poskušamo vsaj malo približati, kako bi rekel, pri tistih, ki so koncev pripravljeni tudi sami kaj narediti. Zdaj, to je pa ampak zdaj to je spet vprašanje, koliko tega ti osebno lahko preneseš, da ne boš ti trpel na koncu. Ker na koncu pa lahko sam razdajaš, pa v bistvu nekaj životariš. Ampak sigurno je, da z nekim bonusom podpreš projekte, ki so ti bližji, pa če bo nekaj nastalo tazga, ki ti je bližji, oziroma obratno. To je imel tudi Glen dobro logiko, ki je že to dobo, ki ni bil več od denarja odvisen, je začel računati tako, da je računal isto urno postavko, kot ti, za kjer ga je delal. Se to bi bilo najbolj prav. In ker je rekel, zakaj bi bili sam bogati, recimo do njegove arhitekture upravičeni. Sam pa bi prišli še na više cifre mi. Zakaj? Naših ponudb. Ja. No. Ampak je rekel, da ta logika se mu je ustavila pol pa pri odvetnikih pa zdravnikih. Da oni so pa rekli, to pa ne. Ja, se to je tako.